V sredo so se na svoji 16. redni seji zbrali občinski svetniki občine Šmartno pri Litiji. Potrdili so vseh 9 točk dnevnega reda, vključno s poročili javnih zavodov. Ena izmed točk je bila tudi poročilo skupne občinske uprave, ki zajema tudi delovanje redarske službe. Kar se tiče skupne občinske uprave, kljub temu, da nas več občin sodeluje pri tem projektu, je dejstvo, da gre za avtonomen organ, ki za naloge redarstva in ostalih okoljskih prekrškov seveda deluje avtonomno, predvsem na račun tega prijav, ki jih dajo občanke in občani. Občina tukaj sledi s to možnostjo, da to službo imamo. Trudimo pa se, da občina na plečih občank in občanov ne služi denarja. Zato seveda lahko kot argument vedno povem, da je strošek občine, ki ga daje za delovanje tej službe, približno 2-krat višji od prihodkov od kazni in prekrškov v naš proračun. Ravnatelj osnovne šole Šmartno Tomaž Rozina pa je podal izčrpno poročilo o delovanju osnovne šole in vključitvi v javno življenje občine. Svetniki pa so prisluhnili tudi poročilu javnega zavoda Bogenšperk za preteklo leto. Kar se tiče javnega zavoda Bogenšperk, je na področjih, na katerih deluje, izrazito uspešen, ima dolgo zgodovino in začrtano pot, po kateri deluje. Dejstvo pa je, da želimo s tem zavodom, ki je v naši lasti, razširiti ponudbo po zgledu drugih občin, predvsem v delu, da smo v lanskem letu vključili mladinski program. Moja želja za prihodnost je pa seveda, da bi se lotili tudi področja športa, kjer pravzaprav bi lahko ponudili dodaten program za izobraževanje in mentorstvo otrokom, predvsem v popoldanskem času na območju občine Šmartno pri Litiji. V soboto pa je bila slavnostna otvoritev sodobno urejenega igrišča pri osnovni šoli s pestrim celodnevnim športnim programom za vse generacije. Lahko rečem, da sem v celoti zadovoljen s potekom, s končnim rezultatom in tudi samo otvoritvijo. Mislim, da je odziv občank in občanov neverjeten. Lahko rečem tudi v tem tednu po otvoritvi, ko sem se gibal v okolici igrišča, je v popoldanskem času polno. Otroci osnovne šole so navdušeni in ga z pridom uporabljajo, seveda na račun tega, da gre za poletne čase in tople temperature. Tako da v resnici neke večje kritike, razen morda sence, ki pa seveda bo terjala čas. Na igrišču imamo določen del dreves, ki bodo seveda skozi leta rasla in ne dvomim, da v roku 10-15 let tudi nudili zadostno senco, da se bomo tam lahko učinkovito gibali v poletnih časih.